Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako biti varen, fit in pripravljen kot moderni samuraj. No in danes se bomo pogovarjali o osnovah od osnov, kar se tiče borbe na tleh. Borba na tleh je v bistvu pogosto zadnji stadij, kjer se stvari dogajajo. Če smo na ulici, seveda ne želimo pristati na tleh, ampak včasih preprosto ne moremo vplivati na to in kljub temu pristanemo na tleh in takrat je fajn, če se znamo premikati na tleh na razne načine. In jaz osebno, preden bi sploh podal ljudem bilo kakšne osnovne tehnike na tleh, bi učil ljudi najprej sploh najbolj osnovnih gibanj in različnih gibalnih nalog na tleh. Zakaj? Zato, da se sploh seznanijo z abecedo gibanja na tleh, zato, da se navadijo na sama tla, na zakonitosti, kako se treba tam premikati, kajti veliko ljudi dela čist najbolj osnovne napake, ker teh osnov nimajo porihtanih, po domače rečeno. Recimo, en zelo klasični primer je, da dajejo na tla roko tako, torej z prsti, ne pa cele dlani. To je pogosta napaka in o takih stvarih se pogovarjamo, torej od osnov. Torej, kaj bi dal potem začetnikom, pa ne samo začetnikom, to so stvari, katerim se vedno znova bi morali vsi vračati, tudi borci s črnimi pasovi, šampioni in tako naprej. Torej, ena od prvih stvari, ki bi naučil ljudi, je živalska gibanja, ki so blizu tleh ali pa na tleh. Potem naprej v to kategorijo osnove od osnov grepljanja oziroma borbe na tleh bi dodal potem tudi greplersko obarvana gibanja. Bom pokazal, torej šrimpanje, prehajanje v kezakatame in podobne reči. Bom pokazal. No, potem bi še tukaj dodal prehajanje iz stoječega položaja v položaj na tleh. To se da raziskovati, najdete lahko 1001 način, kajti opažam, da ljudje ne znajo niti prehajati iz stoječega v sedečega ali pa ležeči položaj na tleh in obratno. In da se potem, tako kot sem že dejal, narobe naslanjajo na prste, namesto na celo dlan. Tukaj pa je cel kup variant, sami lahko tudi raziščete in najdete še čisto svoje. Bom pokazal čist najbolj osnovne zadeve. Evo.
In seveda sem spadajo tudi razne gimnastične prvine, prevali naprej, prevali nazaj, vse tisto, kar ste v osnovni šoli sovražili in v čemer sploh niste videli smisla pri telovadbi, take reči. Bom tudi pokazal. No, in za konec lahko vse, kar ste se naučili ali pa že znate, divje med sabo pomešate. Zdaj, če delate te stvari hitro, potem je to lahko tudi služi temu, da izboljšate svojo kondicijo, lahko je pa tudi počasi, s poudarkom na dihanjem, na kontroli gibanja in je lahko to umirjanje po treningu, torej cool down, namesto ogrevanja in kondicije, da spet pridete dol in da ne greste z polno ritjo adrenalina potem spat, ker ne boste spali. Evo, bom pokazal, kaj mislim. Na YouTube vtipkate Moderni samuraj in tam najdete poglobljene zadeve, ki jih učim, o katerih razmišljam. Na Facebooku imam krajše vsebine, tudi na Instagramu sem nekaj aktiven, tako da me najdete povsod, vesel bom, če delite te zadeve in se vidimo v naslednjem videu. Čau!